Kids TV. Dober dan, otroci! Diana tu in vi ste tam. Hitro naj dvigne roko, kdor ima prijatelja. Hop! Vsi imamo prijatelje, kaj ne? Vsaj enega. Vsi potrebujemo ljudi, ki nas imajo radi in ki jih imamo radi. Mamice, očke, bratce, sestrice, babice, dedke, prijatelje in prijateljice. Danes vas poznam z mojima dvema prijateljema. Vas zanima, kako ima je ime? Lukas in Lina. Bil je čisto običajen dan. Lina se je tako kot mnoge pretekle dni tudi danes igrala s svojim muckom. Hej, mucek moj, moja najljubša igračka si. Kako te imam rada. Zelo. Všeč mi je tvoj smrček, všeč mi je tvoj repek, všeč mi je, da me poslušaš, vedno, ko imam kaj povedati. Takole te bom še malo pobožala po kožuščku. Ti lahko tudi kaj zapojam? Mucek moj, rada te imam, s tabo se najraje igram. Lina, kje si? Tukaj si. Lina, kaj pa počneš? S svojim muckom se igram, z mojo najljubšo igračo. Kaj, res? Ne, pa se ne igraš, da ga imam jaz. Mucek je moj. Ne, pa ni, vrni mi mucka. Moj mucek je, prosim, daj mi ga nazaj. Ne, pa ne bom. Moje zdaj, jaz se igram z njim, ti se ne igraš z njim. Vrni mi mojega mucka takoj zdaj. Vrni mi ga. Kaj pa se je zgodilo med prijateljema? Ste se sprla? Ste tudi vi kdaj jezni na svojega prijatelja ali prijateljico? Ste? Tudi meni se je že zgodilo, veste? In takrat rečem, stop, ni mi všeč, kar počneš, rada te imam, moj prijatelj si in prizadene me, ko mi tako nagajaš. Lina, kaj pa je, Diana? Kaj pa, če poskusiš z mojimi besedami? No prav. Lukas, stop, ni mi všeč, kar počneš, moj prijatelj si, rada te imam in prizadene me, ko mi tako nagajaš. Saj se samo igram s teboj, Lina, ne bodi žalostna, mene je zabavalo, ko si se jezila, nisem ti mislil mucka zavedno vzeti, izvoli, no, vračam ti ga nazaj, ne bodi tako žalostna. Mucek moj, tako zelo sem te pogrešala, rada te imam, mucek moj. Zakaj Lina joče, čeprav je Lukas vrnil mucka? Kaj je Lukas pozabil? Ali obstaja magična beseda, ki jo izrečemo takrat, ko vemo, da česa nismo storili prav? Obstaja, kaj ne? Pa jo vsi poznate? Ja, vsi razen Lukasa, kaj ne? A mu namignemo, mu pomagamo, da zgladi spor s svojo prijateljico? No, pa dajmo mu. Lukas, kaj pa je? Lukas, katero besedo izgovorimo takrat, ko vemo, da česa nismo storili prav? Saj sem mi vrnil mucka, mar to ni dovolj? Lukas, dobro veš, da ni. Razžalostil si svojo prijateljico, prizadel si jo. Mislim, da ji dolguješ to magično besedo. No, pomisli, o kateri besedi govorimo. No, s čim jo lahko potolažiš? Katero magično besedo lahko uporabiš? Je to beseda prosim? Ne, Lukas, to ni beseda prosim. Prosim bi moral reči Lini že na začetku, ko si ji vzel mucka. Morda, če bi ji rekel, Lina, mi prosim posodiš mucka, morda zdaj ne bi bila sprta. No, razmišljaj naprej. Je to beseda... je to beseda hvala? Ne, Lukas, tudi beseda hvala ni, kaj ne, otroci. Kdaj rečemo hvala? Hvala bi rekel Lini takrat, ko bi ti mucka posodila prostovoljno. In takrat bi lahko rekel, hvala Lina, ker si mi posodila mucka. Zdaj pa iščemo drugo besedo. No,
katero besedo, otroci? Pomagajmo Lukasu. No, Lukas? O, slišim vas, otroci, slišim! To je beseda oprosti. Tako je, Lukas. No, poskusi z opravičilom, pa da vidimo, če ima ta beseda res magično moč. Mucek moj, tole te bom spravila v svoj žepek in nihče več mi te ne bo vzel. Tako rada te ima. Lina! Kaj pa je? Lina! Kaj pa je? Lina, oprosti! Oprosti, veš, nisem te hotel razžalostiti. Želel sem se igrati s tabo, res me je zabavalo, ko si se jezila, ampak nisem želel, da si žalostna in da jočeš. Oprosti, mi oprostiš? Seveda te oprostim, Lukas, zdaj si moj najboljši prijatelj. Rada te imam. Hvala, ker si se opravičil. Tako veliko mi to pomeni, veš? Kaj pa imaš, Lukas, tukajle? Kaj je tole? Pujska imaš. Ha! Tvoj pujsek je moj pujsek. Ha! Ej, nisva se tako zmenila. Lina, počakaj! Kako lepo je biti zadovoljen in tako malo je potrebno, da smo srečni. Le odkrito se moramo pogovarjati. Veste, če bi Lukas že na začetku Lino lepo prosil, da mu posodi mucka, bi mu ga ta najbrž posodila z veseljem, saj je njegova prijateljica. Sploh se ne bi sprla. Ampak včasih enostavno ne moremo narediti čisto vsega prav. Kar pa lahko naredimo je, da priznamo napako in se zato tudi opravičimo, tako kot je to storil Lukas. Zdaj pa je čas, da si pomahamo v slovo. Lina! Tukaj sem! Lukas! Tukaj sem! Prijateljčka moja, se bomo skupaj poslovili od otrok? Bomo! Ja! Jaz najprej rečem, da če se otroci želijo še družiti z nami, da morajo pritisniti gumb subscribe in zvonček, ki je poleg. Lina, boš lahko ti to rekla? Bom! Otroci, če se želite družiti še z nami, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg. In potem jim pošljem močan objem, poljubčka in rečem pa do prihodnjič. In to lahko rečemo vsi trije skupaj. Ste za? Lahko. Jaz sem za. Ej, Diana, kdaj pa jim rečemo, da midva tudi prideva še nazaj? Pst, to je pa skrivnost. Se pravi, objem, poljubček in pa do prihodnjič. In pa do prihodnjič. Objem, poljubček in pa do prihodnjič. Lepo mi je z vama in zelo vaju imam rada. Tudi midva tebe. Otroci so še kar z nami. Ne pozabite prijateljem povedati, da jih imate radi. Kaj ne? Vsi radi slišimo, ko nam nekdo reče, da nas ima rad. Res je. Ja, res je. Radi vas imamo, otroci.